Lep pozdrav, gospod Dušan Kumer, podpredsednik Komisije za nadzor varnostno-obveščevalnih služb. Mene zanima, kako si vi razlagate, da se rečemo temu vladajoča koalicija oziroma verjetno samo ena stranka iz te vladajoče koalicije na nek način zanima, da bi v tej komisiji imela večino? Ja, odgovor na to je na pogled lahko sila preprost. Ta komisija, ki nadzoruje obveščevalne in varnostne službe, se pravi SOVO, VOMO in del varnostne v kriminalistični službi policije, je še edini otoček, ki je zares na nek način neodvisen od izvršne oblasti. Pri tem se je treba zavedati, da je nadzor ali pa samo delo SOVE sprejeto po posebnem zakonu, ki posega v človekove pravice. To je edina inštitucija v Sloveniji, za katero je sprejet poseben zakon, na podlagi katerega lahko deluje. Zato se mogoče malo strinjam z zadnje časa predsednikom vlade, ki pravi, da je treba, da več nadzora nič ne škoduje. Se strinjam. Nikoli ni nadzora preveč, vem, da mora tudi ta biti zakonit. In ta poteza poslancev vladajoče stranke tudi v parlamentu ali pa največje stranke v parlamentu kaže na to, da bi si rada ta stranka podredila še to zadnjo inštitucijo nadzora. To je to komisijo. Bi bil to presedan, ker kot vemo je do zdaj vedno veljalo, da je ravno to komisijo vedno vodil nekdo oziroma na nek način je bila edino orožje v rokah opozicije in nadzor je imela vedno opozicija. To zdaj malo... Saj mislim, da tudi naprej bo še vodil opozicijski poslanec, samo v razmerju večina manjšina komisije, pa da zdaj vedno bila na strani opozicije in v tem je catch. Zdaj me pa zanima še nekaj, če lahko komentirate, včeraj je gospod Erjavec na svoji tiskovni konferenci, sicer Desus stranke, rekel, da za njega ta zadevščina okoli SOVE ni afera, da gospod Lavrih je morda šel samo na kavico v prostore konspirativke oziroma tajne lokacije SOVE v centru mesta. Kakšen veš komentar na to? Ja, bom dal komentar v stilu ministra Erjavca. Ta kavica je bila z obilo smetane pa še česa, tako da ni bila običajna kavica in dolgo je trajala. 6-7 krat po 5, 6, 7, 8 ur. Tako da jaz mislim, da ob kavici so tisti, ki so bili prisotni, popili ali pa vzeli še kaj razen kavice. Zakaj mislite, da določeni člani vladne komisije za SOVO, ki je bila ustanovljena na predlog predsednika vlade, zakaj določeni člani sploh nočejo obiskati SOVE oziroma so v tej komisiji, ampak jih na nek način ne zanima ta tematika? Ja, sej iz dneva v dan sem bolj prepričan v dejstvo, da je ta vladna delovna skupina 1. februarja bila ustanovljena zato, da pokrije nekatere zadeve, ki so se opravljale in vršile, bom rekel, z sumom nezakonitega vstopa v prostore SOVE ali pa v dokumentarno gradivo pred 1. februarjem. Zadnja javno razkrita, tako imenovan vstop gospoda Lavriha z direktorjem je bil lanskega 16. novembra. In te stvari se na nek način morajo pokriti in pokrili so se z ustanovitvijo te komisije. Zato je seveda večina članov delovne skupine, vladne delovne skupine še sploh ni bila v prostori SOVE, večina tistih, ki so pa bili samo enkrat. Dva od teh sta bila pa mnogokrat. Se vam zdi, da predsednik oziroma šef SOVE, rečemo temu gospod Šinkovec, sploh obvladuje razmere v SOVI? Ja, glede na to, glede na izjavo, ki je dal predsednik vlade v petek, glede prisluškovalne naprave,
Moram reči, da sem bil presenečen. Mi na komisiji smo pred mesecem in pol vprašali direktorja Sove za to napravo in smo ostali brez odgovora. V pisnem odgovoru ni bilo odgovora, kar smo šolsko uro ponovili in smo še ustno zastavili na sami seji, konkretno, ali gre za to prisluškovalno napravo, in je rekel, da ne ve, mora preveriti in bomo dobili pisni odgovor, ki bi ga naj dobili v naslednjih dneh. V petek pa sem na televiziji videl, da predsednik vlade pa seveda o tej prisluškovalni napravi ne samo, da obstaja, ampak ve še veliko več. Celo je govoril o vadbah in tako dalje. Tako da me to dejstvo potrjuje v tem, da Sova se vodi iz kabineta predsednika vlade in ne strani direktorja Sove.